Verjetno je veliko kliničnih primerov, ki potrjujejo, kako pomembna bi bila zaščita s cepljenjem proti gripi, pa se posameznik za to ni odločil iz različnih razlogov. Kako se to kaže pri vašem kliničnem delu? Ja, torej, čeprav imamo zdaj morda vtis, da gripe ni več, da je gripa izginila, seveda to ni res. Virusi influence še vedno krožijo po svetu, ne samo, da bivajo v svojem naravnem živalskem rezervoarju, ki so torej v živalih, krožijo tudi med ljudmi, je pa res bistveno manj in je v lanski sezoni pri nas pravzaprav sploh nismo zaznali, torej nismo imeli niti enega kliničnega potrjenega primera bolnika z gripo. Kljub temu pa vemo, da je to virus, ki ostaja z nami, torej lahko samo čakamo, kdaj bo ponovno vzniknil, kdaj bo ponovno začel krožiti med nami. Namreč to, da se s primeri gripe lani nismo srečevali, je zgolj odraz tega, da smo izvajali ukrepe, ki smo jih izvajali sicer z namenom preprečevanja širjenja novega koronavirusa, ki so pa bili hkrati ukrepi, ki so dosegli, da tudi virus gripe ni krožil med ljudmi. Ker pa vemo iz preteklih let, da ko pa enkrat virus zakroži med populacijo, je pa to bolezen, ki je relativno pogosta v zimskih mesecih, lahko zboli tudi do 20% določene starostne populacije, predvsem zdaj govorimo o otrocih, torej to je virus, ki je dobro prenosljiv, s katerim se lahko hitro okužimo in ki ga resnično večina ljudi dobro preboli brez večjih posledic. Vendar pa imamo v populaciji ljudi, ki so posebej ogroženi za težji potek. Tukaj bi izpostavila predvsem starejše ljudi, ki so stari nad 65 let in iz preteklih izkušenj vemo, da je to tista populacija, ki potem polni bolnice, namreč pri tej populaciji pa tudi gripa poteka lahko precej huje, poteka v obliki, ki človeka pripelje v stanje, ko potrebuje bolnišnično obravnavo, včasih tudi obravnavo na enoti za intenzivno zdravljenje. Tako da seveda mi, ki smo infektologi, pa tudi drugi zdravniki seveda, smo tisti, ki vidimo najtežje primere gripe, ne vidimo zgolj lahkih primerov gripe in seveda z našega zornega kota in zaradi številk, ne le slovenskih, ampak tudi svetovnih, vemo, da to je resna bolezen, ki močno dvigne breme bolezni za celotno populacijo. Na srečo zgolj v tistih nekaj zimskih mesecih ni razpeta čez celo leto. Pa se vam zdi smiselno, da bi se za zaščito s cepljenjem proti gripi odločilo čim več prebivalcev ali prvenstveno to priporočate predvsem rizičnim skupinam? Ja, cepivo torej najbolje deluje pri mladih zdravih, vendarle to cepivo ni tako dobro učinkovito, kot so cepiva proti covidu, je nekoliko slabše učinkovito. Kljub tej slabši učinkovitosti pa vendarle podatki jasno kažejo, da nudi koristi, da ljudje manj zbolevajo, če se precepijo in seveda, če se zdaj iz tiste populacije mladih, zdravih, kjer je pričakovati relativno blag potek gripe in kjer je pričakovati, da boš zato ostal doma, manjko v šoli, manjko v službi, seveda je takrat ta učinek cepljenja ali pa korist cepljenja manjša kot v ogroženi populaciji, torej v populaciji, ki pa je ogrožena za težji potek gripe in zato seveda svetujemo cepljenje vsem, ki so starejši od pol leta, še posebej pa ga svetujemo tistim, ki so ogroženi za težji potek. Ja, in med njimi so v prvi vrsti starejši ljudje in potem ljudje, ki imajo pridružene kronične bolezni, nosečnice, torej to so pa tiste posebne podskupine ljudi, kjer cepljenje seveda še posebej priporočamo, zato ker vemo, da vendarle, čeprav se lahko okuži kdorkoli, so to tisti ljudje, ki potem potrebujejo zaradi gripe na koncu lahko potrebujejo na koncu bolnišnično obravnavo in je zato v teh podskupinah populacije cepljenje najbolj učinkovito v tem smislu, da je korist veliko večja od potencialnega tveganja, ki se skoraj približa nič.